Spoštovane, spoštovani, to bo predvsem pozdrav in morda še kakšno pojasnilo zraven. Veseli me, da ste znova naši gostje in veseli me, da lahko sodelujemo pri delu komisije, zdaj ne samo skozi članstvo nekaterih naših kolegic, temveč tudi zaradi dogodkov, ki jih skupaj z komisijo skušamo organizirati. Zdaj seveda kot direktor in moški težko, suvereno in prepričljivo zagotavljam, da se v tej ustanovi še kako zavedamo, da je to naš skupen problem in ne, da je to problem tistih, ki so prikrajšane. Ne bom vas tukaj moril za statistiko, ki pa vendar govori v prid kolegicami in to ne samo na ravni sodelavk in sodelavk ali pa višjih znanstvenih sodelavk, ampak tudi zdaj že na ravni znanstvenih svetnic. Zdaj nekateri si v tej omembi mislijo, da gre za tipično feminizacijo določenega poklica, torej znanost pa še povrhu humanistična znanost in družboslovje, razumljivo, seveda to je zdaj rezervirano oziroma prepuščeno ženskam. Jaz se s tem ne strinjam čisto in to sem že večkrat opozoril. Jaz mislim, da se tukaj soočamo z nekim drugim problemom in verjamem, da bom še živel tako dolgo, da se bo to potrdilo. Znanost zaradi vseh vam poznanih okoliščin, v katerih pač mora delovati, postaja zelo kompleksen in utrudljiv delovni sistem. In vse kaže, da ženske neko vrsto težav, ki so s tem povezane, obvladuje boljše kot moški. Nekaj besedil, nekaj analiz v tem smislu je bilo že narejenih, tako da jaz mislim, da bi morali z enim očesom gledati tudi v to smer. Za konec si želim, da se ne bi zgodilo, da bi virus zasenčil ne samo vprašanje enakih možnosti za ženske in moških, temveč tudi vse druge stvari, ki so povezane z emancipacijo, ki se, kot lahko zdaj spremljamo aktualni politični trenutek, seveda močno spreminja. Torej, želel bi si, da se situacija zelo hitro umiri, da ne bi kdo izkoristil tudi tega za tematizacijo vprašanja, ki je osrednje vprašanje tega srečanja. Veseli me, da ste se kljub opozorilom, ki zdaj od tega vikenda naprej krožijo po vseh medijih ali po navodilih, ki jih dobivate od svojih matičnih ustanov, mi si bomo prizadevali do zadnjega trenutka, da bomo živeli in delali tako kot prej, kar seveda ne pomeni, da kakorkoli ne bomo spremljali tudi napotkov in koristnih navodil za pozorno in previdno ravnanje. Torej, želim vam, da za trenutek pozabite na pač najbolj aktualno temo tega časa in da pač se lahko v miru posvetite tematizaciji, zaradi katere ste se zbrali. Hvala še enkrat, da ste prišli in vse dobro za naslednje dni.